Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Danes snemava ob zelo pozni uri, pa nobeden se ni neki ful pripravljal na to oddajo. Sploh se nimam pripravljal v bistvu, na to oddajo. Nič, nimamo ne telefona, da nama bi vprašanja. To je v bistvu vse današnja oddaja. Ker sem se jaz z avto peljal do Matice, da bo to oddajo posnela, je v moji glavi ratala ta oddaja, tako da... Pa ne vidimo, kaj je Gregor. Zdaj bom samo povedal, kaj bo. Govorila bova, jaz bom tebe spraševal vprašanja, ti imaš dostikrat zelo zanimive odgovore, ki se pogovarjamo, imaš zanimiv pogled na svet, kdaj jaz ne pogledam, ampak da nima veze, nekaj te bom zdaj vprašal. Se pravi, začniva na začetku. Ne na dan z besedo. Na začetku. Vse se je začelo pred približno 13 milijardami let. Tako, kaj misliš o Big Bang teoriji? A je to resnično ali ne? No, da vidimo, kaj to misliš. Yeah. A je to že vprašanje? Zdaj si... A če je resnično? Ja. Verjamem v to. Okay. Kaj pa je sprožil Big Bang? To pa ne vem. To je pa mislim, da je vprašanje za druge. Nisem toliko brihten. Mogoče bi bo. No, da gremo pa na realno vprašanje. Okay. Zdaj te jaz sprašam, kaj je boljši način? A ne? Zdaj, str način, a današnji način. Ali je boljši str način bil, se pravi, ko si se mogel učiti, si mogel iti v knjižnico, vzeti knjige. Ali je boljši današnji način, ko imaš milijon informacij, pa milijon kar enih informacij, ampak jih imaš na dosegu roke. A ne? Ampak zdaj za samo izobrazbo je mogoče to lažje, zaradi tega, ker lažje dostopa vsak človek do tega, kar včasih ni mogel. Kaj ti misliš glede tega? Jaz rekel bi, da mešanica obojega, da je še zmeraj najboljši. Ni fajn, če imaš tisto old school, pa ni fajn, če imaš samo novo. Old school varianta, ne? Da si nekaj res rabo smo v knjižnico. Ja. Kar zdaj lahko dobiš v sekundi, dveh. Ne? Ja, sam koliko so to... Če rabiš ti nek podatek, ne vem, glavno mesto, ne vem, Azerbajdžana, ti ni treba iti kele v Atlas pa lepo merkati, zgubiš, ne vem, 3 minute, kle dobiš v 3 sekundah, ne? To je recimo. Če imaš kakšen gradivo, ki je sam na voljo v knjižnici, moraš spet iti tja čakati in da zapravljaš čas. Ja, lahko greš pa na internet, pa najdeš neke XY informacije in misliš, da veš točne informacije. Ja, čakaj, ampak zdaj, če akademsko gledamo, veš, na katerih spletnih strani moraš iskati, ker tam so, te pravi, podatki. Če boš pa šel na ben blog, pa tam začel neki brati, pa smo brez veze, a ne? Zato pa v bistvu to je pol slaba zadeva, če se sam internet gledaš, ker pol pa prideš do proticepilcev in tako naprej. Naprimer, ne vem, ploščate zemlje. Preveč informacij. Pa še sem tudi sam že ugotovil, da eni ljudje res nimajo tako skoraj več pojma o, ne vem, geografiji. Ja, ker ima itak internet, pa bo vse povedal. Po moje, če bi internet dol padel, so eni upleli totalno. No? Prvič, nimaš več Instagram modelov. Niso več slavni. Ampak ne, tudi tako, no, jaz mislim, da še zmeraj moramo neke stvari vedeti, pa iti mogoče v knjižnico. Ker vse imeti na internetu, pa tako imeti vse podatke brez veze, ker je dolg čas to. A se ti ne zdi? Ne, meni je cool, da lahko dobim takoj do informacij. Meni je problem samo to zaradi tega, ker pač dejansko nimaš več tistega... Ni njega filtra, ki bi rekel, tako je. Ja, pač veš, nekdo, ki se je potrudil, ki je knjigo napisal, je naredil res raziskavo, ne? No, ali pa tudi ne. No, dobro. Ampak pač tako, spet smo do teh. Sem tukaj pa spet to. Če veš, kjeri viri so v redu, je v redu. No, zdaj pa se vrnemo na začetek vprašanja. Kaj je pol boljši za izobrazbo? Za človeštvo, recimo? Jaz mislim, da se ne morem odločiti med enom pa drugim. Jaz bi rekel, da je mešanca obojega tista ta pravi model. Fajn je, da imaš informacije, ki prideš do njih, ampak po drugi strani se moraš pa sam lotiti nečesa. Se pravi, ja, to bi se pa strinjal s tabo, zaradi tega, ker pač vedeti moraš, kje je meja. Ne? Zdaj, včasih nekdo, ki se je izobraževal, pa tako je tudi lahko, v bistvu,
malo težji si se izobraževal. Daj ti pomisli sam naše starše, oni niso imeli dijaški.net, da so šli obnove za knjige gledati, dejansko so jih mogli prebrati. Ja. Vsaj mislim. Ja. A ne? Če ni bil kakšen fajn dober nakladač. Ja. Ampak tako moraš imeti spoštovanje že zato, ker niso imeli interneta. Tako, Težji ful je bilo. Jaz si sploh ne predstavljam, kako je bilo živeti, ker ni bilo interneta, pa še mi smo živeli zelo dolg časa. Jaz se nekako še predstavljam, mislim, se spomnim. Ja, se jaz si tudi sam tako danes, da ne bi čist nič. Ne veš kaj fora, ker dejansko na šihtu imaš internet, ker si odvisen od tega. Ni več po moje stvari, ki nisi več odvisen od interneta, no razen. Se pravi, zdaj odgovor na kratko na to je, se pravi, živimo v tem času, ampak ne smeš vsega verjeti, kar si prebral na internetu. To je že napisal v knjigo, v bistvu na Facebooku je objavil to, France Prešeren že, leta 1800. Da ne smeš vsega verjeti, kar na internetu prebereš. Ja. Glavno, naprej, naslednje vprašanje. Zdaj ti bom spet dal na ta način vprašanje. Kaj je boljši način vladanja? Je boljši način vladanja to, kar imamo mi predsednik, pa to, ali old school kralji pa kraljice, kar še zmer velja recimo v Angliji, pa to. Okay, ja, kaj imaš, tvoje mišljenje na to? Ali pa, ne vem, zdaj treba vedeti, da je v Angliji kraljica nima več neke funkcije take, kot so imeli včasih. Ja. Ampak, zdaj, če rečem, da nisem z demokracijo, ima kdo lahko linča. Ja. Seveda sem zato, da ima vsak svoje mnenje, pa vsak lahko poda, ampak preveč tega je pa spet narobe, ne? Imamo drugi tir in se nek upokojenc najde, ki želi rušiti vse skupaj, zdaj pa že imamo preveč, ne? Mogoče, to me fulni gre, da neko blago diktaturo. A veš, da en reče, da je tako bo, ne pa ferti. A ne, da je 100 let traja, da nečesa prideš, ker blog že prej vlopa. Pa veliko enega keša je zmetanga v neki, ki folk sploh ne zanima. Mislim, to kar si omenil, pač ta drugi tir, ne. Pač to bi mogli reči, to se bo naredil, nobenih pa ves un keš, ki je bil porabljen za tiste, ki itak ni noben šel na tiste volitve, ki je vsakmu vsem bilo. A veš, škoda je bilo enega keša, ki je bilo toliko zmetanga. Pa še zmer se nič ne dela, zato ker da to pa vse zavira. Ja. Tako da mogli bi imeti Mačken bi mogli imeti enega Putina. To mogoče lih ne, ampak vse imaš v drugih državah, kot je, ne vem, Avstrija, Nemčija. Imajo demokracijo, ampak imajo te stvari porihtane. Če se reče, da bomo delali zdaj, ne vem, eno avtocesto, zato, ker bo lažje prideti pa hitrejke, bojo rekli, bomo naredili. Ne bo se zdaj najdel en, ko rekel, ne. Mislim, zikar se najde, ampak pač ne more. Lahko se neki buni, ampak ne nič doseči. Tako da, mi, demokracija. Spet sva do tega, da je neki... Ne moramo... Nikoli imamo zadovoljni, očitno. Zmer je, moraš najti ravnotežje. Lihko, ki po štriku, ki hodiš, če boš malo preveč na eno stran, boš padel dol. Moraš zmer lih prav po sredini. Moraš po levi in po desni. Vidiš, pametno. Da gremo pa še naprej. Zdaj vidim, so se ful zagovorili, tako da ti bom dal samo še eno vprašanje. Kaj si misliš se pravi, zdaj... o tem, da, jaz sem prebral, da je ne dolg nazaj, da bo ameriška vojska, mislim, ameriška dobila še vesoljsko vojsko, kaj bojo? Nekega veja bo vesoljska, za vesoljsko bojevanje. Če bojo s tem malo raziskave vesolja naredili, ali pa mogoče zanimanje za to. Ali pa mogoče kaj zanimanja, mogoče, sam ne vidim pa nekega smisla v tem, ker prvič noben drug v tem ne razmišlja. Pa nimamo nekih vesoljcev. Ni nekih marsovcev, ki bi letali okoli prekolo, vazi se, ne. Ne, to je bolj tist, kdo ima večga, bi rekel. Ker je pač realno. Mi lahko, ne, mi smo cari, mi lahko. Ne vemo, kaj ne počnemo z vojaki, pa z Air Forceom, pa z vsemi, dajmo še to narediti. Pa veš, tudi tle je, mogoče se tle malo strinjam z unimi, ki pravi, da pač neka te vojaška industrija nek denar zahteva.
nekoč, ne? In se morajo nekam spraviti. Zdaj vojne, skozi so neke vojne, zdaj pa bomo se še v vesolje spravimo, ne, bomo še tam nas zapravljali, pa bo kdo služil ta način. Pa bojo vesoljci pršali, bojo pa edini Američani pripravljeni. V vsakem filmu so Američani zmeraj, to je glavni, ker vse naredijo. Ja. Pa kljub temu, da tega niso imeli prej, pa so poštudirali, pa so še zmer premagali. 100-krat bolj napredno raso, ki je prišla, ki znajo svetlobno hitrostjo leteti in je preletela do zemlje in smo mi tukaj s puškami in z vsemi jih premagali. In potem smo en virus naložili. Ja, enega trojanca smo poslali gor. Z eno disketo, ki ima 3,12 megabajta, ampak... Včasih je una najlažja rešitev, najboljša. Ja. Bomo videli, ko bo prišlo do tega, če gre tako. Ja, jaz mislim, da to ne vem, če bo kdaj prišlo do tega. Mislim, upajmo, da ne. Ja, lahko pa, da bojo ful prijazni vesoljci. Primer. Ja. Kaj je že un film? Zdaj sem pa pozabil. Ja. Ne, gun. Ta 70. Ja. Area, ne vem, v glavnem... Area 51? Tudi to ne. A no, zdaj enkrat v Area 51 uletel. Ja, kao milijon folka, ja. Sam to ni šanse, kako ti toliko folka spraviti? En film, ki sem ga pozabil, ki tako res najbolj realna stvar, ki bi se zgodila, če bi prišli na Zemljani. Naslov je tle spodaj. In ni v Ameriki, je v Južnoafriški republiki se dogaja. Aha. Tak dober film, za pogled. Ful dober. Cool. Ja. To je pa to. Vse mislim, da sva obdelali 3 kar globoke teme, tako da lep petek. Ja. Pa se vidimo drug teden. Ja, počas bo že 100 dodaje. Ja, se mora že počas prštimati na to. Je res? Bo treba. Ok, lep petek. Adijo, čau.